Lep pozdrav iz Filipinov. Evo, prispel na tale rajski otok. Sicer potovanje je trajalo dolg časa, ampak tako je to pri potovanjih. Mislim, da sem potoval kar 24 ur, še malo več. Mogel sem z letalom, sem šel na Cirih, potem Hongkong, potem Cebu in potem sem z vso svojo prtljago, kar pomeni en velik kovček, ki je mu 29 kg pa pol, pa še en manjši kovček, ki sem ga imel v osebni prtljagi, kjer sem mu vso fotoopremo, pa dron, pa vse te elektronske zadeve. Ti sem mu tudi 7 kg, pa potem imel sem še ruzak, ki tudi je mu dobrih 5 kg ali pa še malo več. In z vso to prtljago sem najprej iz letališča šel v en nakupovalni center, da sem zmenil denar, pa si kupil SIM kartico za prenos podatkov, tako da sem ves čas dostopen na internetu, če me slučajno kaj službi rabijo, pa tudi zato, da pač objavim kakšno slikco, video na Facebooku, Instagramu. No in iz tistem kovčka je bilo to zelo težko potovati po tem Cebuju. Včasih je bilo tako, da sem onega velikega za seboj rinil, onega malega od spredaj, ker pač je bila kje ozek prehod in ni šlo drugače. Problem je bilo po odpiranju vrat, tako da to sem se kar namatral, no. Ampak denar sem mogel menjati tam v tem nakupovalnem centru, zato ker na letališču je skoraj 10% slabši kurs in če zamenjaš 500 evrov, to pa zgubiš 50 evrov. Zdaj, 50 evrov prvič ni tako majhen denar, drugič se mi pa tudi neumno zdijo, da me tam na letališču nategnejo, zato ker pač ni druge možnosti, da moram tam menjati in že iz inata to ne menjam. No, potem sem šel v to pristanišče, sem si najdel pač prevoz do tegale otoka Camotes, na katerem trenutno sem. Tam v pristanišču me je pričakal prijatelj Aleksandar in me odpeljal do tegale hotelčka, ki sem ga že prej rezerviral. Super hotelček, tukaj imam pogled na en izredno lep otoček, ki ga še nisem obiskal, ampak sem pa tukaj dron spustil in sem dron zapeljal tja, to je 600-700 metrov in sem naredil hude posnetke in fotografije, tako da lahko si jih ogledate na mojem Facebook in Instagram profilu. V opisu tega video posnetka spodaj so linki do mojega Instagram in Facebook profila. Objavljam zelo veliko slik in video posnetkov, predvsem v zgodbah, to objavljam kar skozi, bi rekel lahko, da me kar lahko v živo spremljate. Tako da poglejte si, ne bo vam žal, res je rajsko, tale otoček je rajski, ste kakšna rajska plaža, tako da nisem ga še obiskal, pa komaj čakam, da ga obiščem, ker to mora biti super, mislim, že na slikah je tako lepo, kar je to lepo šele v živo. Pa tudi tukaj sam hotelček je ful super, ne morem vam sicer pokazati, ker vidite, sem se tukaj spravil pod streho, ker drugače je tako močan sonce in potem kamera malo mene ustri, malo v noto kot zadaj in je bolj slaba slikca, pa verjetno si mogel tudi kakšno kamerco boljš umisliti. Tako da no, tukaj je super, tale moj prijatelj Sašo, on tukaj pač živi, je poročen s Filipinko, vse pozna, vse obvlada in je ful luštno z njim okoli hoditi, spoznavati ljudi, oziroma on že vse pozna, tako da tukaj se počutim čisto domače, kot da bi že 10krat tukaj bil in mi je ful dober. Tako da dvakrat sva že šla malo okoli, v najem sem tudi vzel en skuterček, tukaj pri lastniku hotela, 4 evrčke na dan plačam, plus bencin, kar je zanemarljivo, ker težko porabiš 1 liter bencina na dan ali pa 2 litra rečemo, cena je pa manj kot 1 evro, tako da ful super se imam, ful se svobodno počutim, ful je lepo. Ja, še to naj povem, tukaj so ljudje zelo prijazni, no še posebej pri puncah je to videti, zgleda, imajo vse željo dobiti tujca in so do tujcev izredno prijazne. Vsaka se ti nasmeje, vsaka bi se pogovarjala s tabo.
Zanimivo, da tukaj na otoku kar veliko Slovencev živi, o njih bom povedal malo več v naslednjem videu, v bistvu v enem od naslednjih videov, ampak tukaj se ful dober imajo. No, še glede hrane, malo sem se bal, da mi hrana ne bo odgovarjala, ker moram reči, da pred 4 letem, ko sem bil na Filipinih, mi hrana ni bila glih čist najbolj všeč, ampak tukaj v tem hotelu imam zajtrk vključen, plačam 20 evrčkov na noč za zajtrk vključen, ki je obilen, plus tega, da jaz to plačam za 2 osebe, ker nimajo sob za eno osebo in v bistvu mi tudi tam, ko sem bukiral, je pisalo, da je to za 2 osebe, tako da vidite, cene na Filipinih so izredno nizke. Pa jaz sem to zbral en boljših hotelčkov. Je pa zdaj res, ne, da če bi pa tukaj prišel, pa tukaj zbiral, bi pa to še bistveno cenejš dobil, ne? Ker tukaj, ko rezerviraš prek Bookinga oziroma jaz sem preko Agode, je le tako, da pač imajo še oni visoko provizijo, tako da siguren da lastnik cenejš, če se direkt z njim zmeneš. Pa običajno tudi tisti, ki niso na teh Bookingih, Agodah in tako naprej, imajo manj gostov in zato morajo znižati ceno in običajno dobiš več za isti denar. Bom rekel, običajno čist zmeraj ni tako. Tako da jem tukaj super, no. Dobro, 2krat sem bil na večerji, tudi me je povabil Aleksander in njegova žena. Zanimivo, njegova žena kuha odlično, kot da bi jedel v Sloveniji, tako da super sem se najedel. En dan sem jedel za kosil neki krompirjev golaž je bilo ali nekaj tacga za veliko zelenjave. Meni je bilo odlično, kot da bi doma jedel. Tako da se kar malo preveč jem, ne. Sem mislil, da bom tukaj na Filipinih majčkeno shujšal, pa čist nič ne kaže na to, ne. Tako da, kar se tiče te plati, sem malo nezadovoljen, preveč jem, nič se ne gibam. Rekel sem si, da bom šel vsak jutr teč. Pa če sem iskren, nisem šel še noben dan, ampak moram to spremeniti. Tako da, glejte, to bi bilo čisto na kratko, toliko da veste, da sem prispel na Filipine. Zelo malo se javim spet z novim videom. Sem že veliko doživel, tako da imam še veliko za povedati, še več bom pa doživel, tako da same zanimive stvari. Pa kakor sem že rekel, spremljajte me na Facebooku, Instagramu, kjer objavljam non-stop lepe slikce, zanimive, tudi videoposnetke, tako da tisti, ki vas zanimajo potovanje pa lepi kraji, sem prepričan, da vam bo všeč. Nič, to bi bilo za danes iz Filipinov, lep pozdrav v Slovenijo, lepo se imejte, želim vam čim več sonca, mi imamo tukaj 30 stopinj, če se le da hodim bos, tako da tukaj je fina temperatura, upam, da tudi pri vas ne zmrzujete preveč, tako da lepo se imejte, pa se zelo v kratkem spet slišimo. Adijo.